Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate nedeljsko izdajo Novega Faktorja. In le kaj je boljše kot v nedeljo biti za rock and roll. Dame in gospodje, tako je, prav ste slišali. Tema današnje oddaje bo rock and roll, tako ali drugače. In seveda imel bom veliko čas, da bom v svoji družbi pozdravil dva legendarna rock and rollerja, dame in gospodje, sicer člana skupine Chateau. To je velenjska skupina, ki je nastala nekje na sredini 80-ih let, potem so restauravali skozi cela 80-ta, restauravali so v 90-ih, recimo, ne vem, Mlinar na Muri, Lola, Lola in Objemi me in še marsikaj so izdali ti fantje. In zdaj so se, paste vi to, na sceno vrnili z novo pesmijo in res sem vesel, da stari rockeri ne samo, da so še živi, ampak da tudi še vedno delajo in ustvarjajo. Tako da, družba moja draga, z mano bosta nocoj dva člana skupine Chateau, legendi slovenske rock'n'roll scene, Zvone Hranjec in Matjaž Ograjenšek. Fanta, lepo zdrav in dobrodošla v Nov Faktor. Živijo. Živijo. Ja, živijo vse skupaj. Ajde, živijo. Matjaž, da dam tebi... Kaj izgledaš? Hvala, ne morem reči hvala enako, ker veš, da bi se zlagal, ampak rekel bom pa hvala, ne. Da dam tebi besedo, Matjaž, glej, prvi naslov današnje teme je Chateau, vrnitev starih legend. Daj mi povej, zakaj se zadnja leta te legende, te stare legende, ikone rock'n'rolla tako rade vračajo nazaj in od kje hudiča ste vi dobili idejo, da boste pa spet šli v akcijo, pa celo nov komad ste izdali. Izvoli. Ja, to je čisto enostavno. Denar so nam ponudili. Daleč od tega. Lej, mislim, da imamo od vsega tega začetka, kar si moram reči, tale uvodnik si zelo lepo naredil. To ti zelo dobro pišem. Naprej bomo pa videli, kaj boš govoril. Ja, torej, neka nostalgija v srcu, ko jo nosiš rock and roll, celo življenje, se ne more biti drugače. Zdajle nas je pa, z Zvonetom delamo skozi neki, po glasbeni poti v glavnem, ampak pa smo malo tak trio akustični že začeli delati, ampak zdaj na zadnje smo pa tako davč prišli, da smo rekli, zakaj pa ne bi malo ružili spet, a ne kot v starih cajtih. In Džoko je naredil komad, Zvone, potem Boris Vratanar je naredil prijatelj tekst in evo, muzika, dobili dva nova člana, bo mogoče pa Zvone povedal, kdo so. Tako da ja, steklo je, pesem je tu, single je tu. Matjaž, bomo si to pesem mičkeno kasneje zavrteli, ampak te vprašam, ne? Recimo, Chateau, bodimo iskrena, to je veliko ime slovenske rock'n'roll scene. Šank rock, Chateau, to je enako, pazi, kar se mene tiče. Vi ste bili res zvezde, vi ste takrat res orali ledino te velenjske scene, skupaj šank rocki in tudi, bom rekel, bili ste samostojen projekt, bili ste res dobri. Ta tvoj glas, ki ga ljudje še vedno cenijo in obožujejo, tudi kitaro si lepo igral, imeli ste res veliko hitov. No in če te vprašam, kakšni so, Matjaž, tvoji spomini na tiste čase, ko je bil Chateau na vrhuncu slave, če rečem temu tako? Moram reči, da mi gre kar malo na jok časih, kaki dobri, stari, zlati cajti so bili, kar se tiče rock'n'rolla. Res, da smo zelo fajn zaslužili, moram reči. Zaslužili, ampak pustimo zdaj tisti denar, ne. Druženje je bilo, pa ne samo, ko si prej rekel, v Velenju, pa to Velenjsko, to cela Slovenija smo mi takrat harali, pa res. Tudi celo malo navzun, tudi, pa pustimo zdaj tiste tujine, tiste je bilo bolj tak reklamni, ali pa RTV preko RTV-ja in tako naprej, ampak bili smo v tujini tudi. Ampak govorim, celo Slovenijo takrat smo preharali, gor dol, sem in tja in res je bilo fantastično, cajti so bili zlati, ljudje so nam z roke jemali dobesedno. In moram biti, vedno mi je še pa včas, da, to moram še pa povedati, da no spet pozabil, da recimo še danes, tako si prej omenil, Objemi me, recimo komad je z leta 91, pa delavnica griže, pa to ti kurja koža pride, dlake, recimo mi gre po konc,
tak feeling je bil v tistem amfiteatru, kaj je že bilo tam, ne? Pa to je feeling bil. Ne res. Objemi me, Veš, to je ena izmed zagotovo najlepših slovenskih balad, roka in tudi širše, tukaj nimamo kaj debatirati. Zvone, da tebe vprašam, ti si glasbenik, ti si mojster svojega zanata, če rečem tako, igral si pri mnogih skupinah, radi te pokličejo tudi mnogi, da jim pomagaš, da jim komade naredi, si tudi avtor, umetnik, ni da ni. A mi te vprašam, Zvone, kako to, da se človek ne naveliča tega, no? Vem, da če imaš v krvi to, je pač v skosu tebi, ampak kako da enkrat ne rečeš, zdaj imam pa iz tega vse skupaj dost, zdaj pa iz nekaj čist drugega delo, nekaj ta muska v božjo mater. Zakaj se to nikoli ne zgodi? Ja, jaz v bistvu ne morem reči, da bi zdaj ker v bistvu se mi zdi, da nič drugega ne znam delati, ne. Že skozi celo življenje se ukvarjam izključno samo z glasbo. V bistvu bil sem delavec na rudniku 2 meseca, pa sem dal odpoved. Drugače se pa skozi samo z glasbo ukvarjam in si sploh ne predstavljam, da bi počel kaj drugega. Ampak Zvone, glej, ti si v prvi vrsti si kitarist, ne? Danes kitara, o tem bomo še malo več govorili, ne? Malo kasneje, pa mogoče samo malo za uvod, ne? Danes je kitaro zamenjala harmonika, bodimo iskrena, ne? Si ti še vedno tak frajer v današnjih časih, kot si bil v času Šatoja in podobno? Ja, mogoče za one malo starejše ženske, ne? Moram priznati, da vsa mladina danes si frajer s harmoniko, ne? Z kitaro pa ne tako včasih, ne? Dajmo si mi zavrteti torej ta vaš najnovejši komad. Matjaž, tebi bom dal možnost, da ga napoveš. Res, da je audio verzija, ampak kljub temu bodo gledalci, da ga vsaj malo, kakšno minutko pa pol, da ga slišijo, da bodo videli, kaj vi pravzaprav zdaj delate in kako dobri ste še vedno. Izvoli, Matjaž, napovej. Hvala za glej. Takole vam rekel, to je naslov pesmi singla, no. Je pesmi nove, pesmi stare. Avtor besedila, že rekel Boris Vratanar, naš dober prijatelj, ki upam, da bo tudi za nas še naprej delal. Zvone hrani seveda glasba. Ja, nič, aranžma, tudi Zvone, v glavnem vokal je moj. Potem je pa na bobnih, ja, na bobnih je pa Časl, zdaj bom pa kaj razpovedal, Časlov, kaj je že, Štjan, Res Nuljus, nekoč band, pa Janez Marin na bobnih, pa tudi Res Nuljus. Tako da to so stari mački roka, pa Boris Jelenko, da ne pozabim, pa na klaviaturah, ki pa obvlada tudi z vokalom. Torej, dajmo si premierno v naši vdaji privoščiti en delček tega novega komada skupine Šato. Režija, prosim. Yes. Mi smo nazaj, Zvone, moram reči, ne, da je ta komad res ono pravi old school, me je spomnilo na tiste čase Kissov, Motley Crue, ne vem, tudi Bon Jovi, Aerosmith, razumeš, Ozzy Osbourne, ni da ni, ne? In če te vprašam, Zvone, kako se ti spomniš teh starih Šato časov, no takrat recimo, kaj ti je najbolj ostalo v spominu?
Ja, najbolj mi je ostalo v spominu to, da smo zelo, zelo veliko igrali, da je bilo vse posod veliko ljudi. V bistvu smo igrali po nekih selih, po celi Sloveniji, ko smo tja prišli, neko malo selo, pa ena dvorana in pol zvečer je bilo pa čist polno, mislim, čist polno, zdaj so pa neki časi drugi, mislim, ni več teh časov, ne. Ampak bi rekel, Zvone, da je bil še to v sami špici slovenske scene. Bi rekel, se strinja z mano, da imam prav, ali je to pretirana izjava? Ni pretirana izjava. Bili smo v špici, par bendov nas je bilo v tistem obdobju, ne, se pravi Šato in Šankrok, ne, pa še kjer bi se najdel, ne. Matjaž, kakšno minuto še imamo, potem pa skočimo v reklame, da te vprašam, ne, z tistih časov, kdo je bil pravzaprav vaša konkurenca? Kdo so bili tisti bendi, ki ste se jih vi morda malo bali? So bili sploh, ali ste bili res taka špica, da vam je bilo vseeno? A veš, da nikoli nisem kaj dosti študiral v takih zadevah, zato ker igrali smo od še danes, še vedno pevajoči, igrajoči, Parni Valjak, delili smo po 10 km narazen, smo bili pa, tako rekel Zvone, vsi smo imeli folk, Šankrok, spet na drugem koncu folka je bilo vse posod in ni bilo nekega rivalstva, ni ga moglo biti. Martin Krpan, kot jaz vem, govorim za rockerske zadeve predvsem, ne, ker smo si pač delili te dvorane, ni ga bilo, no, enostavno ga ni bilo. Druge so bili problemi, čist drugi. To, kar so zdaj nastali, ne. Če smo čisto odkriti, nobenega rivalstva, recimo tudi, kaj so že bili, Kalifornija band, so bili tisti, Don Mentoni, pokojni Janez Mater, to smo skoraj največ skupaj prešpili, celo v kompletih so dostikrat bili ti bendi, isti oder, a veš, isti oder, backstage isti, a ne, ampak folk pa isti, ne. Matjaž, gremo v reklame in pridemo nazaj. Ok. Matjaž, zdaj bomo tebe vprašal, ne? Gledam te, da si oblečen v neko old school rockersko jakno, da sediš na nekem motorju, mi je prej Zvone povedal. Torej še doma ne znaš sedeti normalno, ampak moraš imeti motor v dnevni sobi, ne? Tako da, daj mi, Matjaž, povej, ne, zdaj smo leta 2020, ne? Malo obujaj nostalgijo, no, pa primerjaj, predno bomo šla bolj globje, primerjaj rock'n'roll nekoč, pa rock'n'roll zdaj. Ima to že sploh kak smisel? Lahko sploh rock'n'roll v teh novodobnih časih še preživi? Kak je tvoj pogled na to? A ti misliš, če gledamo, če sprašuješ o rock'n'roll, onem fest, pred nami je skoraj ista varianta, te stare rockerje, če bi zdaj gledal Šak Berja, pa to smo jih mi čudno gledali, potem je šel cajt naprej. Potem smo kao nastali mi, oziroma da ne govorim, oni bendi, ki smo jih mi posnemali, Europe, ne vem, a pa še malo bolj nazaj Nazaret, pa to, zdaj je pa to druga varianta. Zdaj je pa to, moram žal reči, da, ampak zakaj zdaj? Zakaj se moramo pa vprašati? Zakaj ni več, recimo, te rockerske scene? Zakaj ne živi? Zato, čist preprosto, po moje, no, pa me poprav, če se motim, včasih je bila sobotna noč, video stopnice, roka z Mojco Mavc, Gips, Štrobari, video špon, pa da ne govorim o pop delavnicah, o edini festival, kar se tiče neke zabavne glasbe, ampak ne govorimo o rock glasbi, melodije Morjen Soca, pa še tam so se kregali, pa selili iz, ne vem, čega vse. Nič, crknalo je vse skupaj. Edino duše naše so pa ostale rockerske, zato je velika razlika. Če pa zdajle požgemo televizijo, ne glih zdajle, ampak vidiš pa, vemo kaj, to, kar si malo prej vprašal. Harmonika, rivalstvo tega poplava narodno zabavne glasbe. Ampak, Matjaž, v to narodno zabavno bomo še šli, ampak da te vprašam, zakaj pa misliš, da so se vse te oddaje glasbene ukinile in zakaj misliš, da dejansko ni več podpore pri rock'n'rollu? Misliš, da so tudi ljudje krivi, da ne želijo več roka? Ali kaj se je tako spremenilo, da ta glasba nima več primata, če rečem tako? Dobro, imamo Siddharto, imamo Bigfoot Mamo, imamo Dan D, koncerti so polni, to morava priznati,
bi bila krivična, če bi rekla, da je šlo vse k vragom, pa kljub temu ti dam pa zelo prav, ne, da se nek rockerski band danes hoče udejstvovati, pa tudi kakšne starejše legende, kot ste vi, kje predstaviti komad, ne? Zakaj misliš, da je prišlo do tega? Zakaj je prišlo do tega, po tvoje? Točno to isto, to je žalostno. Poglej, tudi zdaj imam živ primer, imam z temle singlom, skor ne veš, ajde, vse so radijske postaje, ki z veseljem sprejmejo, sam to je kar dela, dosti pa preveriti, a ste dobili posnetek, pa intervju, tu pa tam, ampak tiste glavne postaje ne prideš noter, pa ne bom zdaj preč, da ne bi kaj šimfal koga, ampak žalostno, pa tudi se pravi pol tiste ekipe, neki glasbeni uredniki, ki po moje sploh niso več uredniki. Mislim, sploh nima veze z glasbo, mogoče nekaj malega. Oziroma, imeli smo celo malo nekaj konflikte in mi ni. Enostavno je rekel, komad je super, ampak ne gre v naš koncept. Ja, to se, Matjaž, če te zmotim, to izgleda standarden stavek, ki ga uredniki že kar po defaultu pošiljajo. Imam ogromno prijateljev iz glasbe in skoraj vsi, ki jih niso vrteli, so mi rekli, super komad, ampak ne gre v naš koncept, ne? Ampak si potem preveril, kaj so dejansko vrteli na tistem radiju, da ni šlo to v koncept. Kaj so vrteli? Poskočne muzikante, Modrijane, kaj drugega, kaj so vrteli? Si mu potem šel naprej v debato, v prepir, ali si sprejel to, pa si bil tih? V prepir nikoli ne grem, sem pa debatiral. Potem sem dal primer, recimo, če se spomniš, videl sem pred tudi v napovedniku Špico, veš, da smo imela duet, Zvone spet je bil v glasbi, Brigita Šuler, Matjaž Grenšek, zaljubljen. Lep komad, ja, lep komad. Ja, veš, kak je bil potem odgovor? Ja, ni v našem konceptu. Spet, evo, bravo. Ni v našem konceptu, ja pa potem pa ne vem več, kaj zdaj. Se pravi, oziroma ne, vem pa, kaj je bilo. Ne. Slišala se tudi dvorano, ko so imeli rojstne dneve in to je en radio, ki je pa na filu Stožice. Recimo, muzika se je pa čula, bolj ko ne, se vemo, jugo, predvsem tako, da na slovensko glasbo so pozabili. Zelo, nažalost. Zvone, da tebe vprašam, ne? Zvone, da tebe vprašam, tudi pop izvajalci, vem, da jamrajo in tarnajo, da jim je narodno-zabavna glasba pobrala ves kruh, ker štos pri narodno-zabavni glasbi je pa v tem, ne, da so pa narodno-zabavni bendi se naučili tudi vse druge zvrsti in če ti najameš, ne vem, poskočne muzikante, oni znajo igrati vse ostalo in si pa verjetno organizator misli, kam zdaj povabo, ne vem, zmišljujem si zdaj, pop dizajn, če mi bojo muzikanti igrali tudi pop dizajn. Zvone, kakšen je tvoj pogled na to in se ti to zdi fair? Pa zakaj je do tega prišlo, no, da je narodno-zabavna muzika dejansko vzela primat skoraj vsem drugim zvrsten, ker to se mi mnogi pritožujejo, medtem ko narodno-zabavci pa pravijo, ja, tako pač je, vsak se po svoje trudi, nismo mi krivi, če nas želijo. Ne? Kak je tvoj pogled na to, Zvone? Res je, sama narodno-zabavna glasba je omejena na valček pa polko, ne. In so oni hitro ugotovili, da so s tem zelo omejeni in počasi so začeli tudi širiti bolj na pop, zraven so tudi eni zraven še devajo neke rock variante, rock kitare, ne, tako da bi bili bolj všečni širši publiki. Ne. Sam je pa res, da oni sicer obvladajo dobro narodno zabavno, sam kar se tiče rocka, pa ne, mislim, običajno ne, večina ne. Matjaž, dajmo si mi pogledati, predno bomo šli naprej v debato, en vaš orjaški hit z naslovom Mlinar na Muri, pesem, kjer je orgazem doživela tudi moja teta Janca z Laškega, ki mi je takrat rekla, Iztok, tale Matjaž, ta pevec, ta je pa meni tako seksi, pa tako lep, škoda, da ni vsaj kakšne pol ure v moji posteli. Tako da ja, dajmo si zavrteti, torej Mlinarja na Muri, kjer je Matjaž Grenšek brez dvoma postal seks simbol slovenske glasbene scene. Režija, prosim. Rad bi živel kot Mlinar na Muri, da dolg bil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel kot Mlinar na Muri,
da nič več se jokal ne bom. Čas ustavim, ko mislim na, ko nosi me val. Tam so spomini, želim si živeti kot mirar na muri, da nič več se jokal ne bo. Ko zdaj hočem nazaj, kjer voda pomeni še več kot življenje in smrt. Vidim cesto, ki vodi le tja, kjer izgubil se bom med ljudmi. Rad bi živel kot mirar na muri. Evo, mi smo nazaj. Matjaž, da te vprašam, ne, zakaj puncam, ne, ni več rocker tako seksi in cool, kot jim je bil nekoč, ampak so to postali, kot sem prej ugotovila že z Zvonetom v uvodu, harmonikaši. Je to prav? Ker imel sem zadnjič gosti Kajo Humski in pa Hano Zupan iz ansamblov in sta rekli, da ni ga bolj seksi fanta kot nekdo, ki igra harmoniko. Kaj boš rekel na to? Ja, moraš pa vedeti, da zdaj ta rok je mal v letih, ne? Mogoče so pa le te punce, ja, mogoče so pa te punce šle bolj na zihar. No, čeprav tu ne bom kaj preveč komentiral, kar se tiče seksa, recimo, zdaj, če smo čisto konkretni, ja, pač mladi so pobi, ne, mladi, postavni in takrat se tu pozabi na rock and roll. Ampak dobro, tudi če mlad fant ima danes kitaro pa poje rock, ni tako privlačen več in cool, kot je bil nekoč. Tudi to moramo vedeti, Matjaž. Kaj je tu finta? Ja, kje ga pa ne vidijo, če ga ni? Če ga pa ni, jaz naj tule hodim zdaj po Velenju s kitaro, pa stare stranke bojo tako, pa tvoja teta se bo tudi javila, sam drugo pa... Še za njo več ne vem, če bi trznala na tebe, moram vprašati po današnji vdaji. Zvone, kaj pa ti mislim praviš? Je krivo to, da je pač narodno-zabavna glasba bolj v ospredju, bolj mainstream, recimo poglej Noč Modrijanov, to je masovni žur, ne? To 3 dni traja, to so vsi možni glasbeni gosti, od Plestenjaka, Resnika, vsi se tam znajdejo, ne? Je to recimo morda krivo, no krivo narekovaj, da ne bomo zdaj napadali narodno-zabavne glasbe, ampak vseeno, je to razlog ali pa enostavno je narodno-zabavna štimonga zdaj odraz današnjega časa, ker ljudje pač so zadovoljni s pivom, klobaso in polkol, kaj ne rečem, ne vem, povej. Dejstvo je, da se glasba skozi čas spreminja, sploh mainstream glasba, ne. Včasih je bil glavni rock, ne, in glavni so bili frajeri, rockeri, zdaj je pa glavna narodno-zabavna glasba, predvsem zato, ker ima veliko več časa v medijih, mislim, več pozornosti dajejo narodno-zabavni glasbi in ljudje to vidijo in je tako, ne, včasih je bil rock, zdaj je pa narodno-zabavna in pač mi se moramo s tem sprijazniti. Gremo v reklame in pridemo nazaj. Evo, mi smo nazaj in zadnja tema današnje oddaje, torej že piše od spodaj, ne, seks, droge in rock'n'roll, torej seks, drugs in rock'n'roll, mantra, roka, če rečem tako, ne, vedno se smejim tem mladim, narodno-zabavnim pebom, ne, on, razumeš, igra harmoniko, tam ene 3 punce, norijo za njim, on cel navdušen, pride tja in se ima za nekega frajerja, pa si mislim, prijatelj moj, ko bi ti vedel, kaj so pa rockerji delali včasih, ne, ko so razbijali hotelske sobe, ko so snifali urin drug od drugega in grizli netopirjeve glave, razumeš, ne ti se hvaliti z enimi 3 puncami na Seniku, ne. Tako da, Matjaž, tebe bom vprašal, ne, je ta rockerska fama tega seksa, drog in vsega možnega, ki je bila zraven, za Slovenijo veljala ali je to vendarle bilo bolj v Ameriki pa v Veliki Britaniji? Kako je s tem? Ja, evo, nobene droge, pa nič, veš kaj je bila droga? Ja. Kak pir, pošt, pa kaj takega. O kakmo prahu se sploh niti sanjalo se nam ni.
niti, pa tudi če smo špili tam pri kakšni Italiji, meji, ne vem, ko bi lahko, ajde, so prišli kakšni fenovci, pa dejno, pa smo, se veš, malo proba, pa to jaz itak nekaj delc, to je že prvo, raj sem dal kadit. Drugače pa, z drogo se nismo ukvarjali, pijačo smo pa kaj radi imeli, no, to pa priznam. Ali je vinček, pa če bil kartun ti slab vinček, po piru smo bolj sekali, bi rekel, pa kakšne kratke smo pa tudi, se veš, tamle v backstage-ih pa organizatorji so vedno bili nekateri so bili naklonjeni, pa so dali pršut, včasih, ko je fejznarja bilo, je teklo celo od mize dol, pa pršut na mizi, je pa bila situacija, ko smo si pa sendviče kupali in kaj ti je zvenka vse, no, tako da droge pa nismo Kaj pa to razbijanje hotelskih sob in orgije pa take norije? To je bilo v Sloveniji ali je to bolj ameriška pa britanska scena? Kaj pa vem, a veš, da ne bi vedel glih to. Vem pa neke stvari, ki pa, recimo, smo imeli, tudi so bili taki placi, pa da bi glih ravno razbijali, to ne, no. Smo se pa družili, recimo, vedno smo iskali, sploh dal po Primorski, neke malce cenejše prenočišča, zato ker smo včasih po petek, sobota, nedela špilali dol, ne, in pol nedelo zvečer domov in jaz v službo, pač smo vsi, ali kakorkoli že, so bile, druženje so bile, recimo več bendov, recimo nekje v nekih, kaj pa vem, hostlih, takrat, če niso bili, no, ali pa kaj taki. En primer je bil, recimo, gostilna Vdih dol v Novi Gorici, to je, tam smo se dobili enkrat šankroki in, kaj zvem, parnivaljak, ne vem ki, ampak ni bilo pa, ko so se pa vrata dol zaprla, to pa je bolj čez nekaj drugega. Ni se razbija. Zvone, da tebe vprašam, tudi ti še zdaj dobro zgledaš, ampak v tistih časih si imel daljše lase, smo recimo v tem Mlinar na Muri, smo te videli, tudi si bil pravi šarmer, ne, ta kitarski bok, razumeš, ne, ti pa Bor Zuljan sta bila glavna, ne, in daj mi povej, kako se pa ti spominjaš recimo teh norih časov, so bile te grupike, tako imenovane, te fenice obsedene, ki bi dale vse, da bi šle z vami v posteljo, ali ni temu bilo tako, pa imamo to mi samo iz teh ameriških rock'n'roll scen v glavah, da ni bilo tega toliko v Sloveniji, ali to nočete povedati vi stari mački, kaj fora? Ne, mislim, res je, na vseh koncertih so bile tudi vedno prisotne grupisne, več ali manj, enkrat več, včasih manj, smo se fajn imeli, zabavali, pili smo dosti, ampak drog pa res nikoli, saj kukor sem jaz bil zraven, nikdar ni bilo. To je res. Matjaž, tebe vprašam še en večni misterij rockerski, ne? To mi daj ti pojasni, ne? Kar mi ni jasno. Ne? Vsi oplešijo in zgubijo lase, razen rockerjev. Mi lahko, prosim, poveš, kako je mogoče, da imate rockerji tako dobre gene, ali kaj, imate lasulje, ali kaj pri milem Bogu na glavi, da ne vem, ne poznam nobenega rockerja, ki bi bil plešast, pa so stari zdaj že, ne vem koliko, pa so še vedno imajo ful goste lase, ali pa še vedno imajo ful dolge lase, torej rockerjem lasi ne izpadejo. Dej mi to pojasni, Matjaž, ta misterij, no? Vidiš, to je pa del imiča in če so del imiča neki lase, potem jih je treba negovati. Jaz imam službo v tisti naši ljubi elektrani, pa čist fajn, pozdravljam fante, pa je prah, pa je vročina, pa vse, ampak jih je pa treba negovati, je treba namesto kakega pera včasih kupiti dobro sobrino, si dati kako kurvo gledaj čez in podobne zadeve, no bi rekel. Ahtat lase kot nos in ostale organe. Matjaž, dajmo si mi zdajle privoščiti to krasno balado, o kateri smo prej govorila, ta tvoj Objemi me, to bo sicer iz nastopa na Moč glasbe združuje našega prijatelja Denisa Poštraka, tam so se tudi Šatojevci izbrali in tole odpeli. To je po mojem skromnem in tudi ekspertnem mnenju verjetno res najlepša in najboljša slovenska rock'n'roll balada in dajmo si jo malo privoščiti, poprijemo pa nazaj. Ok. A zvezda ne bo točna, objemi me prek rami.
tisočletja žari, midva sva za hip. Zato lepo ljubi me nocoj. O, zdaj sva tu, jutri morda, jutri nič več naju ne bo. Objemi me, naj bo tvoj. Verjemi, rad bi bil s teboj. Objemi me, naj bo tvoj. Zvone, kdo je avtor te pesmi? Si to ti avtor ali kdo drug? Ne, jaz sem avtor glasbe, pa aranžmaja, besedilo je pa naredil Peter Rezman. Zvone, kako recimo spraviš skupaj eno tako krasno balado in drugače, ali veš, da bo hit, ali za noben komad ne moreš vedeti, da bo hit? Nikoli ne veš, a bo hit ali ne. Ampak jaz vedno imam neke ideje v glavi in se to skozi snemam, obdelujem. Včasih neko skladbo obdelujem leto ali pa mogoče še več. Ne. Imam en del, pa pol mi več ne gre, pa neham, pa grem se eno drugo skladbo delati. Ne. Tako da včasih zelo hitro nastane, mogoče v parih dnevih, včasih traja pa tudi po eno leto. Ampak ni zanimivo, Zvone, dobro, Šatojevci niste bili znani ravno kot največji heavy metalci in razbijači, ne? Ampak zanimivo pri teh rock'n'roll skupinah je v tem, ne, da so po naravi rockerji nažigajo, špilajo, ko naredijo pa balado, je pa tako nekaj tako lepega, tako poetičnega, tako res, da vsi dol pademo in da se zasenčijo vse pop pesmi, ne? Kako, Zvone, je to mogoče, da ste rockerji dejansko v resnici pa tako nežne duše, čeprav to ne radi priznate? V bistvu, jaz sem bil vedno tudi bolj za mehki rock. Nikdar nisem bil nek hud rocker, tak heavy metalc. Tako da mi vedno bolj, so mi bolj ležale balade, take bolj nežne, zasanjane. Za tak težek rock pa nisem bil neko najbolj za to. Matjaž, da tebe vprašam, koliko punc, če je že tema seks, droge in rock'n'roll, koliko punc je na ta račun končalo v tvoji posteli? Glej ga, Zvone, si ga videl? Aha, zdaj nazaj. Koliko punc je končalo v tvoji posteli na račun tega komada, ko si ga takrat pripeval? Si štel punce, ki so padle dol zaradi te pesmi? Ker vem, da to je bila pesem vseh pesmi, no? Jaz sem še danes, mislim, pesmi je še danes. Kaj ne rečem, to spada v to, prej, ko si Zvoneta vprašal, koliko nastane taka pesem, ne? To se mora sovpadati z glasbo in besedilom, predvsem besedilo tule svoje naredi, pa mi, jaz sem se potrudil z vokalom, takrat, sploh balade mi ležijo, no, moram priznati, balade mi ležijo in tukaj mislim, da smo se Zvonetom takrat v bistvu najdla in združila ta prvi komad, pa pol nadaljevali šele v bistvu ta pravi še to. Matjaž, ne se mi zdaj izgovarjati, povej mi, koliko punc je padlo na račun tega komada. Jaz mislim, da kar nekaj, no, ne bi se zdaj hvalil s tem, ampak seveda, se to tudi spada k rock'n'rollu, se si prej že sprašal, ampak se pol vrata zaprejo in vem, veliko, mislim, kar nekaj, no. Seveda, se je tudi star, malo starejši v letih, štev pa nisem zato, ker nekaj časa, no, ajde, če smo čisto odkriti, ampak to je res fejst nazaj, še kolega Cveto Polak, Šan Kroka, ampak takrat smo imeli nek drug band in je najdel enkrat eno mojo knjigo, ne, in je pisalo Matjažove trofeje, kaj pa vem, pa datum in in sadisto
ti zvezek ukradli, ga tudi več nikoli nisem najdel, no pa jaz nisem pisal, ampak pa sem resno začel gratovati. Ja, ampak seveda, Matjaž, to se ta pojavlja. Zmanjkalo nam je časa, prišli smo čisto na konec oddaje, upam, da se ta tvoj slavni zvezek kdaj najde, da se bomo smejali in ob njemu tudi mi uživali. Zvone, hvala tebi, Matjaž, hvala tebi in hvala seveda našemu skupnemu prijatelju Andreju Kmetiču, ki je pa pomagal, da sta vidva danes po Skypeu se dobro slišala in videla. Lep pozdrav, dragi gledalci, vidimo se naslednji petek 19:15 in po 2 ponovitvah te oddaje. Rock and roll!